Očitno bo to šlo takole skozi z nepremičninskim davkom. Ustrajate na svojih stališčih, da je zgrešen že sam koncept zakona ali se nam zdi to kakšen približek? V Slovenski ljudski stranki obsojamo to politično kupčkanje koalicije, sprejemanje sistemskega zakona po nujnem postopku in to mirno lahko imenujemo zakonodajno posilstvo nad parlamentom in pa tudi nad Slovenkami in Slovenci. Ta sprememba ne rešuje ničesar, zato še vedno vztrajamo na tem in pozdravljamo to, da je predsednik Državnega zbora sprejel to pobudo, da se poslanske skupine pred odločanjem o nujnem postopku sestanemo. Od tega sestanka pa pričakujemo, da zakon nadaljuje parlamentarno proceduro po rednem postopku in da se uveljavitev zakona zamakne najmanj za 1 leto, kajti rešitve, ki so v tem zakonu, rešitve, ki enostavno nalagajo nova bremena na tiste, ki delajo, niso izvedljive in to ni rešitev za Slovenijo. Poiskati moramo druge rešitve. V koaliciji so kritične do te vaše poteze, nekako pravijo, da ste podobni gospodu Erjavcu, češ da iščete samo tako neke populistične, da si greste take populistične poteze s tem in da je čisto jasno, kje so sprejete odločitve torej na kolegiju predsednika Državnega zbora. Koalicija se ne zamisli nad tem, na kakšen način pripelje sistemski zakon v parlament. V Slovenski ljudski stranki od prvega dneva nastanka tega zakona zelo konstruktivno dajemo pripombe, spoštujemo tudi stališča, ki jih dobimo od ljudi, ki se jih bo ta zakon dotaknil, očitno pa koalicija ne sliši več ljudi. V tem primeru lahko mirno rečem, da je ta zakon popolnoma v nasprotju s stališči lokalnih skupnosti. Tu se krši tudi listina o lokalni samoupravi, kjer gre za primarne prihodke lokalnih skupnosti. S tem rušimo normalni sistem, ki danes dobro funkcionira in igramo nek poker tudi na tem področju. Na drugi strani pa naj stopijo pred obrtnike, naj predsednica vlade in pa koalicija stopi pred obrtnike in posluša njihov glas vpijočega v puščavi, ko enostavno svarijo pred tem, da bo do takšni zakoni uničili njihovo poslovno dejavnost in jih tudi dobesedno razlastnili. In to, kar si ta zakon dopušča, dovoli, da v njem navede načelo, po katerem se lahko starejši ljudje odločijo za to, da bo to nov davčni dolg, ki bo pač poračunan ob njihovi smrti, je nek način tudi neka nova nacionalizacija. In sam sem trdno prepričan, da se tako neparlamentarno, kot se ta zakon sprejema, ker posega v življenje vsakega od nas, enostavno koalicija ne bi smela privoščiti. Tako da ostro zavračam te njihove očitke in naj za božjo voljo ključne zakone za državo sprejemajo v nekih normalnih postopkih in v sodelovanju z ljudmi. Zakon bo, kolikor sem jaz razumela, šel po nujnem postopku. Kakšni bodo vaši nadaljnji koraki? Jaz moram reči, da temu sestanku, ki ga boste imeli. Da dajmo čas temu sestanku. Včeraj sem sedel s skupino ljudi, ki jih ta zakon zelo bremeni. Vkolikor bo sprejet nujni postopek, se jutri ponovno sestanemo in če druga ne zagotavljamo, da bomo se potrudili, da bodo ljudje vedeli, kaj se v Državnem zboru dogaja, kajti ta parlamentarni deficit, ki ga sedaj izvaja parlament in pa tudi koalicija, je treba odpraviti. In ko bo zakon v Državnem zboru šel po teh očitno po stališču koalicije, po nujnem postopku, se bomo mi potrudili, da bodo ljudje vedeli, o kakšni usodi se odloča v Državnem zboru. Hvala lepa. Prosim. Kdaj pa imate ta sestanek?